Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Pred nami so prazniki, ki prinašajo veliko veselja, prijetnih dogodkov, trenutkov, a tudi do dobra obložene mize, kar pa včasih privede do prenajedanja in tudi težav potem, se najbrž zavedamo ali imamo vsaj malo izkušenj s tem, kako to izgleda, ko se malo preveč najemo. Tako da bo v glavnem beseda danes tekla o tem, kako malo paziti torej na prehranjevanje v prazničnem času, predvsem pa potem, kako si bi lahko pomagali, če bo že potrebno. Ampak dobro, gremo najprej, pozdravimo našo današnjo gostjo, Alenko. Alenka, lepo pozdravljeni, upam, da ste dobro, ste že pripravljeni na praznike. Pripravljamo se. Verjetno bo tudi, ne? Preveč obložena miza, preveč hrane in pijače, ja. Ja, to je verjetno ponavadi in hvala Bogu, ne, da nam je dano. Hvala Bogu, ja, da imamo to možnost. Preden torej nadaljujeva to najino osrednjo današnjo temo, pa vseeno morda vprašanje, kako je sedaj, kaj je novega, glede na to, da je na novo odprt urgentni center na Ptuju. To je velika pridobitev, verjamem, za to naše spodnje podravsko območje. Prinaša to kaj posebnega sedaj za zdravstveni dom Ormož, za vas torej? Ja, zdaj ni se uresničilo, ali pa vsaj za enkrat, če ne tisto, o čemer se je govorilo, da več pri nas dežurne službe ne bo. Za enkrat ostaja tudi pri nas še dežurna služba, tako da za enkrat za Ormožance in okolico velja, da vseeno pridejo in so pogledani najprej pri nas, pa potem grejo v urgentni center na Ptuju. Je pa fajn, da pacienti pač vejo, ali pa najni gledalci, da v primeru, da imajo kakršnokoli tako težavo, pa so mogoče bliže Ptuju ali pa ne vem, pač ne, kje na poti, se lahko brez napotnice sami podajo v urgentni center, kjer bodo prav tako pogledani najprej strani enega primarnega zdravnika in potem naprej. Drugače pa, ja, seveda tudi za nas, zdravnike in zdravstveno osebje, to kar malo poenostavi stvari, ker zdaj pacienta pripeljemo vedno na eno mesto, ga tam predamo in se potem tam naprej stvari urejajo. Tudi prvi odzivi naših bolnikov so že zelo pozitivni, so bili lepo obdelani, hitro obdelani, tako da upajmo, da bo to ena dobra pridobitev za nas, ja. Vsekakor torej je še vseeno prav, torej poklicati ormoško urgentno. Še vedno je prav, da bolniki z nekimi težavami mogoče pridejo ali do osebnega zdravnika ali do dežurne službe pri nas, seveda pa imajo tudi to možnost in pravico, da grejo direktno tja, če bi bilo potrebno. Ja. No, to je tudi torej pridobitev, ne, glede na to, predvsem, če, kot ste povedali, si v okolici, ne, tam v bližini. Ja. Vi ste ga že obiskali kot zdravnica? Kot zdravnica, ja, kot urgentna zdravnica, ja. To pomeni, da je vse moderno, vse lepo, tako se predstavlja? Vse je novo, ja, vse je novo. Je relativno majhen, ne, se tudi mogoče ni tako veliki okoliš, ampak ja, upajmo, da bo fajn zaživel in da bo delo dobro teklo. Tako, upam, no, da v prazničnih dneh ne bo treba zaradi prenajedanja, ne? Ja, in vseh drugih težav, ne? Iti na urgenco. Katere pa so recimo te najpogostejše težave, ki jih lahko imamo, če malo v tem času, preveč pojemo? Ja, zdaj ti praznični časi so vedno kar en izziv za nas, ki dežuramo, zato ker se včasih kar smejemo, ker prihajajo večinoma same enake težave, ne? Ali so to kakšne težave, kot je vnetje želodca, težave z želodcem, težave z žolčnikom, žolčnimi kamni, potem ogromno je glavobolov, slabosti, bruhanja po kakih napornih nočeh. Po drugi strani pa to dosti takih depresivnih težav, motenj, duševnih motenj. Pa seveda tudi kakšne poškodbe se rade zgodijo, ne? Dosti je nekih padcev, potem bojimo se tistih poškodb s pirotehniko, ne, ki se bo tudi verjetno dogajala v tistem novoletnem času. Ampak tako, ker prihajajo ljudje kar tako v skupinah, tako tipično sredi noči prihajajo žolčniki, dopoldne prihajajo želodci, popoldne prihajajo poškodbe, ne, to je ena taka. No in kako jim pomagate, recimo? Ja, ne, zdaj pri vsake stvari različno, ne, zdaj bolniki z gastritisom so pravzaprav mogoče imajo največjo težavo, ker takemu bolniku, ki ga močno boli želodec, ker zaradi nekega
pač hrane, ki je preveč pojedel, ne. Tam ni nekega takega instant zdravila, da bi rekli, to boste zdaj dobili in bo dobro, ne. Tam je treba kar nekaj dni, da se stvari popravijo. Najbolj jih seveda v tem času prizadene na svet, ko rečemo, da se bo treba zdaj pa ene diete držati, ne. In je to verjetno res težko, ko je miza veliko obložena. Medtem ko recimo pri kakih bolečinah z žolčnikom, če gre samo za en žolčni napad, to lahko kar hitro nekako uredimo z zdravili, s protibolečinskimi zdravili. Ampak tudi tam je potrebno eno dietno obnašanje naprej, ampak ne tako striktno kot pri vnetju želodca. Potem, če imamo kakšne glavobole, seveda to ni taki veliki problem, vzamemo nekaj proti temu, ne. Ampak se mi zdi, da bolj pomembno je, da mogoče vemo sami, kaj lahko naredimo, da do tega sploh ne pride, ne. Torej že v osnovi. Že v osnovi, ne. Česa bi se torej recimo ljudje že itak imajo recimo v teku leta lahko neke težave ali z zgago ali z gastritisem, tako da verjetno bi morali računati s tem. Bi se že lahko čemu izognili, ne. Zdaj, težava po mojem, največja za bolnike s težavami z želodcem v tem času so sladkarije, ker sladkarije, čokolada, to so taki, pa ne samo čokolada, vse sladkarije so kar producirajo ogromno kislino v našem želodcu in seveda res poslabšajo težave. Potem razne vse take solatke, fine, ki si takrat radi delamo, neke same specialne stvari ali pa močno pekoča hrana včasih. To vse lahko spodbudi neke nove težave. Sicer tisti bolniki, ki imajo stalno težave, tisti verjetno ne bodo imeli nekega poslabšanja, ker se res pazijo, ker imajo težave. Najhuje pri tistih, ne, ki imajo težave samo tu in tam. In tam, veste, smo tako ljudje naredi, da ko smo v redu, ne pazimo preveč, ne. In potem pride ljudje celi žalostni tam pred Božičem in rečejo, ja, kak bom pa zdaj, ne, Božič preživel s tako bolečino, ne. Tako da tisto je kar hudo, ampak res, fajn se je izogibati sladkarijam, čokoladnim stvarem, dobro, mlečnega glih ponavadi takrat ne jemo, ne, ampak te razne solatke z kakimi pikantnimi omakami, v glavnem sveža zelenjava, dosti svežega sadja, temu se je pač fajn izogniti. Seveda se je zelo fajn izogniti tudi vinu, ne, ker vino spodbuja enormne količine produkcije kisline. Če že, rajši pijmo šampanjec, ne, oziroma peneče vino. Vino je belo ali rdeče, vseeno je zelo, ni v redu za želodec. To so eni taki splošni nasveti, ne. Če pa imamo težave z žolčnikom, ampak problem je v tem, da to pa dostikrat ljudje ne vejo, da imajo kakšne žolčne kamne in je ponavadi glih ob takih praznikih prvi neki simptom te bolezni se pojavi, ne. In taki ljudje pa tako imajo ponavadi eno hudo bolečino, ki se pojavi tu pod desnim rebrnim lokom, lahko seva nazaj v hrbet, gor v ramo, slabo jim je, bruhajo, tako grdo se jim spahuje, mogoče celo nekoliko podobni znaki kot pri vnetju želodca. Ampak bolečina je res malo drugačna, taka ena topa bolečina, res kar precej močna, mogoče celo močnejša kot pri vnetju želodca. Takim bolnikom pa mi damo v dežurni službi, pri nas dobijo ena zdravila, ki pravzaprav relativno hitro primejo. Se pa lahko seveda ta vnetja žolčnika, mislim, te težave nadraženja žolčnika zakomplicirajo v vnetja, ki pa včasih potrebuje celo bolnišnično zdravljenje, tisto pa nam potem res pokvari praznike, ne, če moramo v bolnišnico. Tako da, in tudi pri teh boleznih žolčnika, tisti, ki vejo, da jih imajo, se prav tako zelo fajn izogibati vse te težke mastne hrane, ki jo pojemo zdaj dosti, ne, in probati ostati na enih takih preverjenih živilih tudi med tem prazničnim časom. No, upam, da nisva sedaj ravno gledalcem pokvarili praznikov in vseh tistih pričakovanj. Verjetno pa je zmernost, ne, potrebna pri vseh stvareh, malo, ne, tako da. Ja. Zdaj, če vemo, da imamo kako tako težavo, seveda zmernost absolutno, pa tudi jaz mislim, da se da tudi v okviru tistih stvari, ki jih lahko jemo, se da narediti krasne večerje in krasne obroke. Ni to potrebno, da morajo ljudje piti vodo in jesti suhi kruh, kar si dostikrat predstavljajo, ne. Ampak res tako, po pameti, zmerno in lahko uživamo prav tako, ne. No, nekje sem prebrala, da so proti gastritisu, torej banane, eno tako ljudsko zdravilo za vzburjen želodec. Je to res, recimo?
Ne bi sicer rekla, ne, da glih strašno pomagajo. Mogoče je boljše tako eno domače zdravilo, no, ali pa en taki nasvet. Vsi imamo verjetno v gospodinjstvu sodo bikarbono, ne. Ko vidimo, da smo pojedli in čutimo že, da nas začne peč zgaga, ali pa da se nam pojavi tak en cmok v žrelu in non-stop neko, ne, moramo non-stop nekako požirati, neko dol slino, da nas mogoče že boli tu, dajmo žličko sode bikarbone v deci vode, pa probajmo to spiti po obroku, si malo s tem lahko pomagamo. Zdaj sem že videla, da se celo dobijo žvečilni gumi z sodo bikarbono. Ja, in so mogoče res priročni, da jih imamo, če gremo kam, jih imamo kar v žepu, pa mogoče požvečemo enega po nekem obroku večjem. Tako da tega se lahko pazimo. Kar se tiče alkohola, ne, ki pa ga je na žalost v naših krajih tudi ogromno, ne, pa resno vse dajmo se izogibati mogoče, če imamo s tem težavo, vinu, mogoče poskusimo s kako drugo alkoholno pijačo. Ampak če pa imamo kako putiko, ne, ker tudi teh napadov putike je dosti, ne, tam se pa kar dajmo izogibati tudi pivu, ne, in takim stvarem, tako da, ja, je treba biti kar spreten potem, ne. Huje je, če imamo več teh stvari skupaj, ne. To pomeni, da putiko tudi potem povzroči nepravilna prehrana oziroma večje količine prehrane, masne recimo. Bolj takšna masna hrana, ni toliko težave v količini, kot je v izboru hrane. Putika se je včasih imenovala bolezen kraljev, ker so za njo zbolevali samo bogati ljudje, ki so imeli vedno obložene mize. Danes ne, smo vsi nekje tu. In se pač tam res tudi fajn izogibati raznim paštetam, potem, ne vem, meso, stunke, nekim suhomesnatim proizvodom, divjačini, mogoče čebuli, cvetači, ne, takim stvarem. Tako da je treba tudi kar paziti. Pa pivo je tudi en taki trigger, ki lahko spodbudi kar hud napad putike. Tako da, ja, je treba tudi paziti. No, cvetača me je presenetila. Ja, med temi, zanimivo, ne? Ja. Ampak ja, je kar pogost taki trigger in ljudje na njega, ker mislijo, da je zelenjava je pa vedno v redu, ne? Kar v bistvu je, ampak dela pa tudi težave, ne? No, v nadaljevanju vas naprošam morda še za podrobno razlago, kaj je torej zgaga, ne, da si bomo lažje predstavljali, kako pride do nje. Dobro, to sedaj vemo verjetno s neprimerno prehrano, ne? Ampak kaj se zgodi to človeku, recimo pri zgagi, pa potem pri vnetju želodca? Ja. Zdaj, naša prebavila so narejena tako, ne, začnejo se z usti, z zobmi pravzaprav že, z ustno votlino in potem imamo požiralnik, ki, to je taka dolga cev, ne, ki nam sega in prebije našo prepono, to je tista mišica, ki loči trebušni del od prsnega koša. Skozi tako luknjico, ne, gre in spodaj je želodec, kot ena velika vreča, v katero se hrana napolni in se tam prebavlja tudi že, ne. Ta mišica, skozi katero gre požiralnik, ima eno funkcijo, oziroma ta zgornji del želodca, ne, ki gre, da se takrat, ko je želodec poln, zapre. In je v bistvu kot ena vrata, ki se morajo zapreti, da se v želodcu lahko dogaja vso prebavljanje, navzgor pa nimamo težav. Danes zaradi načina življenja, zaradi prenajedanja, preveč hrane naenkrat, prevelikih obrokov, tudi dostikrat zaradi nepravilnega oblačenja, zaradi sploh, kaj bi rekla, pretiravanja tudi kakih fizičnih aktivnostih, se ta mišica počasi razširi in več ne zapira dobro. Torej vrata se več ne zaprejo, kot bi se morala. In zato se dogaja, da ko se noter ti sokovi, pač ko se to prebavlja, se sprošča želodčna kislina, ki je zelo močna kislina, več ne ostane samo v želodcu, ampak začne zatekati navzgor. Meni dostikrat tudi ljudje rečejo, en taki simptom, ne, enega takega zatekanja želodčne kisline ni vedno nujno zgaga, je lahko tudi samo nek suhi kašelj, neko ščemenje v žrelu, suha usta. In včasih, ko pridejo ljudje z nekim kašljem, in jaz rečem, ne, to pa je zaradi kisline, me debelo gleda in reče, zakaj, se pa nimam nobenih težav. Ampak ja, ta stvar se večinoma dogaja, ko mi spimo, ko ležimo, ne, se že zaradi sile teže kislina še lažje zvali gor do naših ust, v naše žrelo in potem dela te težave. Tako da zgaga nas pa peče, torej takrat, ko je ta, mi rečemo, refluks kisline že tako močan, da najeda tudi po požiralniku, pa potem v spodnjem žrelu in to ljudje čutijo kot en taki pekoč, boleč občutek, dostikrat celo tu za prsnico.
in je zelo neprijeten. In taki ljudje, ki jih peče zgaga, taki kar pazijo, kaj jejo, ker ne zdržijo te zgage glih v redu. Ne. Tako da tu je recimo eno tako zelo učinkovito trenutno pomagalo je glih ta soda bikarbona, ne, ki se dobi lahko tudi v lekarni v obliki tablet kot Ruporut, se nažalost pač kupuje, ampak je zelo učinkovita. Ampak dieta je pa glavna. No. In tu je treba paziti, torej ne preveč pojesti, imeti po noči visoko vzglavje, dati si 2-3 poljštre, če imamo s tem težavo, da že potem sila teže še dodatno pri tem ne pomaga. Poskusimo se navaditi, da ne jemo prepozno zvečer, preden gremo v posteljo. Poskusimo se tudi navaditi, da čez dan, ne da se najemo kosilo in se gremo vleč. Ne. To je po moje za tiste ljudi, ki imajo težave s tem, zelo slabo, ne, ker potem se jim zopet ves tisti del že začne valiti navzgor. Tako da 1 uro potem, ko smo se najedli, ostanimo rajši gor, ne, bodimo pokončno. Poskusimo se navaditi, da ne pijemo, ko jemo, ne, da recimo med obrokom, ko se sploh če malo več pojemo, ne še spiti 3 deci vode gor, ne, ali pa neke pijače, ker ti so dodatno razširi želodec in dodatno poslabša stvari. Dostikrat mi tudi pacienti rečejo, ja, jaz ne vem, kaj je to narobe, spijem samo pol litra vode, pa me že peče kislina, ne. Je seveda, ne, se tudi tekočina ne steče kar skozi nas, ne, ampak se nekje ustavi in če spijemo ogromno tekočine, sicer razredčimo malo kislino, ki jo mogoče v želodcu imamo, ne, ampak kljub temu bo ona šla navzgor in vseeno zopet povzroči zgago. No, kako pa pride do vnetja torej želodca oziroma gastritis? Torej? Kaj Ja, pa je zdaj, če to ta kislina natančno? je zelo močna, ne, to je kislina, ki je res izrazito kisla, ne, ima zelo nizek pH, seveda nadraži to sluznico. Ne. Sluznica je sicer, želodčna sluznica je zgrajena tako, no, da je na površini so ena taka zaščitna plast, recimo temu, no. In zdaj, če se ta plast nekako požge dol za kislino ali pa, ne, potem ostane ta sluznica taka razgaljena, nadražena, vneta. Ko gledamo z gastroskopom, vidimo, kot da bi bila odrgnjena, take rdečine, lise, odrgnine vidimo lahko na sluznici. Včasih je cel želodec živo rdeč, ne. Tako da to je potem eno vnetje sluznice. Taki želodci praviloma ali pa so ponavadi bolj boleči. Dostikrat je razlog tudi ena bakterija Helicobacter pylori, ki jo sicer ima ogromno ljudi, pa nima težav, ne, ampak nekateri pa imajo in prisotno bakterijo in potem seveda tudi toliko prej kakšne težave. Tako da je to kar taka stvar, no, ki jo potem tudi treba zdraviti in treba rihtati, ampak je pa nekaj pa lahko ali pa kar dosti lahko pa naredimo tudi sami. Ne. Niso rešitev zdravila, dostikrat ljudje mislijo, dajte mi zdravila pa bo. Na žalost so tu zdravila samo en del vsega. Naša disciplina in naš red je tisti, ki nam bo pomagal, da bomo res breztežavno. Se pravi dietna prehrana. Določena. Dietna, pametna prehrana, ja. Zdaj dietna, ne, to dostikrat pacienti, se veste, vsi smo tak, ne, da kakšna dieta, kar z očmi zavijemo, ne. Ampak te diete niso, jaz vedno, ko naštejem, kaj pač ne bi bilo mogoče fajn jesti, mi rečejo, kaj pa še sploh lahko jem, ampak v bistvu je ogromno stvari, samo malo mogoče treba razmisliti in lahko se hranimo čisto super in odlično in nismo v bistvu za nič večjega prikrajšani, ne. Samo pač je treba biti bolj pametno, bom rekla. No, eden izmed takšnih problemov, ne, ki nas lahko doletijo po prenajedanju, če že govoriva o tem, je tudi zaprtje, ne, potem. Kako pa se to rešuje oziroma zakaj sploh do zaprtja pride? Enostavno, največkrat je glavni razlog zaprtja to, da je ob tem, da je naše telo ima nekako premalo tekočine, malo zdehidrirano, se potem lahko poleni črevo in se pač pride do zaprtja. Ampak predvsem je to, da praviloma popijemo premalo tekočine, pa se premalo gibamo. No, to je nekako najpogostejši razlog tega. Pomagamo si absolutno v praznike, res svetujem, da si vsako gospodinjstvo kupi kakih par steklenic donata, ne, ki ga v primeru, da imamo težave z želodcem, pijemo hladnega. V primeru pa, da imamo težave z zaprtjem, si ga vedno moramo segreti, ne, ker hladen donat je samo za neko malo nam poboža želodček, ne, medtem ko topel donat pa eno revolucijo v črevesju povzročil in praviloma razmehčal blato in bomo lažje šli na veliko potrebo. Tako da, ja, na to je treba paziti, donat je imeti vedno fajn doma, kakšno suho sadje imamo tudi praviloma v tem času doma, ne.
je fajn tudi kaj takega pojesti, vsaki dan malo, če smo k temu nagnjeni. Potem se pa tudi v lekarni, če res s tem ne gre, pa kakšne kivi je treba jesti, ne, tako sadje, ki ima mogoče kakšne koščičke, da to malo pospeši. Če pa s vsem tem ne gre, pa se pač v lekarni dobijo določene svečke, določeni sirupi, ki si jih lahko bolniki kupijo, so brez recepta se dobijo in si lahko pač pomagajo, ampak tisto je potem skrajni ukrep že, ne. Verjetno se na ta odvajala tudi človek navadi potem, ne? Na nekatera ja, nekatera niso takšne sorte, ampak nasploh odvajal glih niso fajn stvar, da bi to jemali stalno. Se mi zdi dosti boljše, če se naučimo, pa se recimo en taki domači pa res učinkovit ukrep je laneno seme in to se dobi, ne vem, vsaki trgovini se lahko kupimo kilo ali pa pol kile lanenega semena, ki ga lahko ga zmeljemo, lahko tudi ne, ga namočimo zvečer in ga zjutraj mogoče vmešamo v kaki jogurt ali pa v kako pač neko stvar in to pojemo. In to delamo redno. In tudi pri odvajanju, ne, je tako navodilo, tako kot pri malih otrocih, ko jih navajamo na kahlico, ne. Tudi pri odraslih, ki imajo s tem težave, je pomemben en red, ne. In to pomeni, da je fino, da gremo vsak dan ob isti uri, ko smo recimo imeli mogoče prej takšno uro ali pa se nam pač zdi, se usedemo in na pol ure na školjki sedimo in čakamo, ali kaj bo ali ne. Nič ne pritiskamo, nič ne forsiramo, ampak počasi se s časoma črevo potem na to navadi, če seveda še zraven pojemo kako laneno seme, pojemo kakšen kivi, pijemo kakšna 2 deci toplega donata. In tako nekako uvedemo en ritem, ne. Tako kot res pri tem navajanju na kahlico in to ponavadi to res deluje. Ampak morajo biti ljudje potrpežljivi, to ne bo v 2 dneh, ne. Ampak v 14 dneh se pa lahko stvari odlično uredijo in ljudje več nimajo težav. No, omenjate seveda donat in tudi sodo bikarbono, ne, ste vmes omenili. So dejansko to takšna pomagala kot eno tako ljudsko mnenje Ja, donat obstaja? pač ima res ogromno tega magnezija vezanega noter, ki pri tem pomaga in vezanega na takšen način, da ga naše telo lahko izkoristi, ne na način, kot je dostikrat v teh raznih šumečih tabletkah in vse povsod tam, kjer v bistvu to vse polulamo, kaj pojemo, ne, nam nič kaj ne pomaga. V donatu je to narejeno na takšen način, da naše telo to dejansko lahko absorbira in vzame zase. Soda bikarbona je pa eno tako staro, dobro zdravilo, pomagalo, tako neverjetno, ne, pomaga pri čiščenju v gospodinjstvu do čiščenja našega črevesa in našega želodca, tako da, ja, je res učinkovit. Ne povzroča probleme z jetri soda bikarbona? Ne, saj, mislim, verjetno ljudje tega ne uporabljajo glih dosti, ne, to niso neke velike količine tega, kar uporabimo, nikakor v teh količinah ne škoduje ne jetrom, ne drugim organom. Seveda vsako pretiravanje je odveč, mislim, ni v redu, ne, ampak drugače pa ni to neka škodljiva stvar, ne. No, za konec pa še torej o psihičnih težavah, ki jih ljudje lahko imajo v teh prazničnih dneh. Se dogaja, da kdo potrka na vaša vrata, na vrata urgence, torej v teh dneh in pravi, jaz sem... Kar se tiče urgence, tam ponavadi gremo kar take ljudi v kakih samomorilnih poskusih obiskati, medtem ko bolj trkajo na vrata nas, družinskih osebnih zdravnikov. Veste, tako jaz mogoče tu, ne, apeliramo na vse najine gledalce, ko veste, da je nekdo v vaši bližini ali pa med vašimi bližnjimi imel ali kaki hud dogodek v tem letu, ne, ali je to bila kaka smrt bližnjega, ali je to bila kaka ločitev, kaka velika selitev, kakšna izguba službe. Ko vemo, da so nekje v kaki družini odnosi malo slabši, pa so vsi mogoče malo tak, dajmo posebej paziti na te ljudi v tem času, no. Ti ljudje, ta čas, ko se vsi veselimo, ko je vse krasno, ko je vse lepo naokrog nas, če sami nimamo tega pri sebi, nas še toliko bolj potrejo, ne. In v tem času se dogaja dosti samomorov, dosti takih res ali pa poskusov samomora. In ljudje z duševnimi težavami lahko v tem času fejst trpijo in bojo zelo dobrodošla bo neka pomoč, ki naj ne bo neka taka preveč vsiljiva, ampak samo toliko, da skrbimo, a je v redu, kak si, da ga pokličemo, da ga gremo obiskat, da v tistem, če vidimo, da ga začutimo, no, da vidimo, če rabi kaj več od enega pogovora.
mogoče, da ga povabimo k nam ali pa da smo poleg njega tisti čas, da ni sam. Sploh ne, ljudje vedno se pogovarjamo, kje si za novo leto, kje si takrat. Ti ljudje so pa sami dostikrat v svojih stanovanjih in se lahko kar hude stvari zgodijo. Tako da ne pozabiti na tiste okrog nas. Ponavadi ljudje vemo, kdo so tisti ljudje, ki trenutno niso v redu v nekim duševnim zdravjem. Tako da dajmo popaziti tudi na njih. No. Se mi zdi kar pomembno. Upam, no, da ne bo kakšnih posebnih težav, da si bodo torej našli nek smisel verjetno v tem času, ne? Zakaj pa se to ravno dogaja torej v teh praznikih? Recimo, največ takih depresivnih stanj, no? Ja, ne veste, zdaj v tem času se govori samo o veselju, o lepih stvareh, ne? In če se ti v življenju trenutno ali pa pač ne dogaja nič lepega, ne? Ali pa se ti je zgodilo celo kaj slabega, je potem ta čas gledati druge, ne, kako se imajo fajn, še toliko težje, ne. In prinese take neke notranje take težave, ne, češ, zakaj sem sploh na tem svetu, nič ni z mano, ne, jaz sem čisto za nič, nihče me nima rad, nihče se ne spomni name, je to po moje kar hudo, ne. Zdaj tudi, tak, ne, mogoče se nismo pogovarjali o tem, ampak se veste, ogromno je akutnih alkoholnih upojev, ne. Ljudje tudi pretiravajo tudi s pijačo, ne samo z jedačo. In ogromno pitja, ogromno napijanja, pijanosti. Dostikrat je to tudi posledica samo psihičnih težav, ne, ali pa v veliki meri je to posledica psihičnih težav in tudi tega je zdaj res dosti, ne, tudi alkohola v družinah. Sploh taki, ki živijo sami, ne, taki bojo praviloma se v teh praznikih bojo dostikrat pa imajo težave, ne, neke psihične jih najdemo kar močno alkoholizirane in nas skrbi, da kje ne zmrznejo, ne, tudi to smo že imeli, take urgence, ko so ljudje ležali celo noč zunaj na -10, ne, močno pijani in so potem seveda jih bilo treba oživljati, da sploh preživijo. Tako da, ja, je treba na take ljudi je treba zdaj malo paziti, ne. Probajmo zdaj v tem času, ko se vsi tako veselimo, pa smo dobre volje, pa se nam zdi na življenje tako krasno, dajmo vedno še malo tudi na tiste okrog pogledati, ne. Pa za njih poskrbeti. Ja, kot sva že povedali, tudi kar nekaj alkohola je v teh prazničnih dneh, veliko pravzaprav preveč, no. In sledi maček, kot rečemo po domače, no. Kako pa si v teh primerih lahko pomagamo? Ja, maček nastane predvsem zaradi tega, ker je telo zdehidrirano, premalo tekočine dobilo, oziroma tisti alkohol je pospešil, ne, da se izloči preveč drugih stvari in je fajn prva taka stvar, že ko smo na neki večerji, pa je alkohola dosti, poskusimo čim več piti vode, ne, zraven. Ena taka, kako bi rekla, javna skrivnost je, da nam lahko pri tem pomaga tudi zdravila, kot so fluimukan, bisolvon, ne, to so zdravila, ki so za izkašljevanje drugače, se dobijo v lekarni, lahko kar malo pomaga, da se ta alkohol, ki ga dobimo, hitreje predela in se nam ne povzroča take hude pijanosti, tako da to je ena taka finta, recimo temu. Drugače pa je fajn, da ko pa pridemo domov, ne, po takem napornem večeru, dajmo, preden gremo v posteljo, mogoče vzamemo kakšen aspirin, lekadol, pijemo vsaj 2 deci tekočine, nesimo se tudi vodo na nočno omarico in bo mogoče drugi dan kar malo lažje vse skupaj, no. No, fluimukan je presenečenje tukaj. Ja. Kaj ima povezave z... Fluimukan vpliva na en encim v jetrih, ne, ki presnavlja tudi alkohol in nekako pospeši to presnovo alkohola, no. Tako da je res, to so sicer, ne vem, če so stvari, ki se kar tako govorijo, ampak ja, vsi to vejo, ne, se to je taka javna skrivnost. In se seveda tega poslužujejo, se je kar težje napiti, ne, in je zato seveda toliko lažje, tako da nimamo potem toliko teh težav naslednji dan. Tako je. Hvala lepa, Alenka. Ekipa KTV Ormož vam in vsem vašim sodelavcem, pa seveda tudi vašim pacientom, torej želi uspešno novo leto, vsem skupaj veliko zdravja. Hvala lepa za sodelovanje, s upanjem, da bomo tudi v letu 2024 dobro sodelovali. Seveda, z veseljem. Vse lepo vsem gledalcem,
vsem gledalcem in seveda ekipi KTV Ormož seveda tudi. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Alenka Simonič bo naša gostja znova 3. ponedeljek v mesecu januarju, tako je obljubila. Sicer pa vam želimo veliko zdravja in zadovoljstva v naslednjih dneh, pa tudi potem v novem letu. Srečno!